Lep pozdrav vsem, ki ste prišli danes v Španske borce na tiskovno konferenco na dveh svetovalnice akcija. Hvala Španski borci, da so nam omogočili ta prostor, pa vsem, ki ste prišli. Danes bomo najprej mogoče na začetku malo na kratko en tak povzetek tega, kar se je danes zgodilo. Ja bomo pojasnili svoje razloge za najno odločitev, ki je takšna, da sva priznala krivdo, pri čemer veva, da nisva ničesar kriva, v razlogih malo kasneje, zakaj sva se tako odločila. Zdaj je minilo leto pa pol približno od mojega pripora in od pridržanja Jerneja. In zdaj del tega celotnega postopka je danes pač delni izid je tukaj pred nami. In sicer za Jernejo, mogoče boš kaj ti povedala. Se pravi, zame je kazen 1 leto zapora, ki je pretvorjena v družbeno koristno delo in sicer 726 ur v roku 2 let, ki ga moram pripraviti. To je pravzaprav zame. Zame je v bistvu 9 mesecev hišnega zapora in stranska kazen 3 leta prepovedi upravljanja poklica psihologa. To je pač dogovor. Tle na tej točki se še zahvalila obema najmoma zagovornikoma, Blažu Kovačiču Mlinarju, njegovi pisarni, pa Luki Podjedu. Ta ocena, zakaj so tako odločili, če zdaj začnemo s tem, v tem, da po temeljitem razgovoru z odvetniki je pač bila res ocena, da na tem sodišču ne bi mogla doseči ničesar boljšega. Če bi pač vstopila v proces, bi bila samo kazenska sankcija večja in tega pač ne želiva več še leta in leta pač preživljati te zgodbe. Tako da ocena je bila slaba, da bi bilo pač možno karkoli doseči. Definitivno je bila to ena izmed težjih najnih odločitev. Odločila sva se za neko manjše zlo, bi temu lahko rekli. Težko je to takrat, kadar pač se ne more za nič dobrega odločiti, pa pač na mizi sem slabe odločitve, tako da to je pač, se pravi, bilo kar dosti težko. Zdaj, en del, potem boste imeli pač možnosti še za kakšno vprašanje, sigurno je tudi še zavrniti, mogoče danes pač zadnjič, ker sumva, da pač kogar kaj dosti ne bo več zanimalo sploh o tem, da se razpravlja, tako da to je ena izmed zadnjih možnosti, da še kaj poveva. In malo še osvetliti nekaj dogodkov tudi izpred leta pa pol. Namreč takrat sva bila, pravzaprav obadva nekako tudi neformalno, predvsem strani medijev obtožena tudi določenega nekorektnega ravnanja, predvsem sprejemanja velikanskih vsot denarja, da sva izsiljevala stranke. Žal, seveda, to so bile, predvsem v času mojega pripora, pač obtožbe, ki jih je del medijske srednje pač spravljal v javnost, ravno takrat, ko se jaz nisem imel praktično nobene možnosti braniti. Nihče ni nikoli hotel tega zanikati, kljub temu, da gre to za anonimneže, ki ne bi jim jaz pač iz žepa pulil ogromne vsote denarja. Resnica je dosti drugačna, da pravzaprav ta leto pa pol zaradi tega vtisa, da se vedeva nekorektno, skratka, da je zaupanje ljudi do naju bilo tako okrnjeno, sva v svetovalnici izgubila 80% strank, ki pač niso želeli več z nama sodelovati, tako pomeni, da sva bila finančno preživljala v bistvu pač precej težke čase. Ne gre niti toliko za same stroške odvetnikov, sploh ne, ampak za enostavno to, da je pač osnovno preživetje bilo kar precej ogroženo. Torej, zdaj z tega mesta pač, mu rekel tako, vedno sva vse, karkoli počela, sva vedno pač sva živela od svojega dela, za pač seveda v tej svetovalnici, ki je dopolnilna dejavnost, za plačilo, vendar korektno. Nobenih vsot 10.000 evrov, 20.000 evrov, nobenih groznih beneficij nisva dobivala. To so bile žal laži, ki so naredile veliko škodo. Ostalo je pač to v javnosti kot pač nekaj nedokazanega, oziroma malo bom citiral novinarskega kolega Mateja Šurca, ki mi je pač na kavi potem to zelo lepo pojasnil, ki je rekel, to je pač idealen scenarij slovenske telenovele, kjer nekdo, ki se izkazuje kot borc za nekaj, potem se izkaže, da je umazan in ljudje to pač žal z veseljem pograbijo. Povedal mi je tudi to in mislim, da iz njegovih izkušenj bom rekel, da se kar strinjam s tem, da je pač tako gnojnico zelo težko oprati. Lahko se opereš, vendar še vedno smrdi. Tako da ta dvom očitno bo pač v enem delu javnosti vedno ostal še vedno prisoten, nedokazan. Kljub temu moram tle posebej to omeniti, seveda to ni več del
obtožnice, da so midva jemala denar od družine Kakr. To je bilo samo v tistem času zelo dober del nekak splošne kampanje, ki ima danes pač hude posledice, tako da tudi to ni del obtožnice. Tudi to ne, da so jih izsiljevali. Ja. Tudi to ni več del, to je bilo pač takrat zgodba, ki se je pač peljala naprej in peljala naprej. Ta izid danes je pač neka cena, ki sva jo midva ob soglasju pripravljena plačati za to, da sva poskušala zaščititi enega otroka. Ob soglasju te družine, kot sem že rekel, druga možnost bi bile pač v tej situaciji še slabše. Moram reči, da ta odločitev ni bila sprejeta že takoj, recimo to pač se pravi bilo nekako zdaj res zadnji mesec, ker namreč še vedno je obstajalo drobno upanje, da bo v bistvu ta slovenski celotni sistem pravosodja in tako naprej odreagiral. Namreč poslana je bila tudi ovadba na specialni oddelek tožilstva, ki preverja možna kazniva dejanja javnih uslužbencev. Moram reči, da je to vzel v roke policist, sicer, ki dela na oddelku specialnega tožilstva, ki je res korektno opravil svoje delo. Kljub temu, da je bilo njegovo pooblastilo, namreč preverjal je samo in zgolj, ali je v času mojega pripora ali prišlo do izsiljevanja strani policije določenih izjav. Tega ni mogel dokazati, vendar skozi svoje delo, ki je bilo res zelo podrobno, je nabral ogromno izjav, posrednih izjav ljudi, akterjev in je to vse skupaj sicer spravil v obliko samo poročila na tožilstvo, vendar je pustil notri ogromno odprtih možnosti, kje vse je šlo kaj narobe. To poročilo je bilo poslano na oddelek specialnega tožilstva, tam kjer je v službi, na kar je bilo odstopljeno seveda na tožilstvo v Slovenj Gradec, ki je to seveda zavrglo. To je bila zadnja možnost, oziroma ena izmed zadnjih možnosti, isto velja seveda za vse neformalne pogovore z še vedno nosilci političnih funkcij, sedanjih v Sloveniji, minister za pravosodje je bil omenjen, da bo mogoče nekaj naredil, vendar seveda, bolj ko se je čas odmikal, oziroma ko je prihajal čas, narok je bilo jasno, da nihče, ampak res nihče ni pripravljen narediti nič. Tako da ta stvar, ta preiskava na specialnem tožilstvu, meni osebno je dajala nekaj upanja. Predvsem zaradi zelo korektnega odnosa policista, ki je dejansko z inteligenco in z določeno mero neodvisnosti se res tega lotil in jaz mislim, da je bilo njemu kristalno jasno, kaj se dogaja, vendar pač njegovo pooblastilo je bilo omejeno. Zdaj tako, kljub tej najini odločitvi, ki je za marsikoga šokantna ali pa presenetljiva, moram reči, da se niti ena od izjav, ki je bila kadarkoli rečena ali tukaj v Španskih borcih ali po različnih socialnih omrežjih v medijih, nobeno od teh dejstev se ne spremeni, torej pač nič drugačne razmišljava danes, kot smo pred 2 leti. Vidva so še vedno trdno prepričana, da je s tem otrokom se dogajalo marsikaj hudega, da to še vedno ni bilo nikjer in nikoli neodvisno preiskano, da so vse izjave bivše tožilke Aleksandre Štiblar, ki je bila v disciplinskem postopku zaradi svojega javnega nastopanja in zdaj ni več tožilka, ampak je odvetnica, da so bile vse te izjave zelo težke. Nazadnje pač v že ukinjeni oddaji RTV Slovenija Pogledi, kjer je še enkrat to zelo jasno v nekaj stavkih povedala, da pač spolna zloraba ni bila nikoli preiskana na škodo te deklice in to trdim še danes, to ni nobene razlike. Prav tako drži, da nismo delali samovoljno. Družina, se pravi ta linija, očetova linija, je utrpela veliko škodo. Danes smo imeli priložnost videti enega izmed članov, ki je pač v bistvu precej uničen človek. Eden prestaja zaporno kazen, babica je že obsojena prav tako po dogovoru, dedek pač je še vedno v postopku, skratka ves čas je bila tukaj družina v ozadju in je bilo to v soglasju. Žal zaradi pravzaprav vseh okoliščin, pritiskov, nenormalnih pritiskov, dejansko raznih uslužbencev na njih, so pač tukaj izgubili zaupanje do naju, spremenili nekak svoj fokus, za kar jim midva ne morava pravzaprav očitati, ker so pač samo ljudje. Nihče res nikoli niti v sanjah. Jaz sploh ne, si nisem mislil, da bo ta zadeva, da bo po tolikih letih, da se bomo pogovarjali o tem, kar se danes. Delovala je veliko bolj
kljub teži stvari veliko bolj enostavna, lahko rešljiva, vendar se žal ni. Družina je tukaj, bom rekel, pač popustila in sprejela neke odločitve, ki grejo na najno škodo. Nemogoče je seveda tukaj se potem za pravice enega tujega otroka, nama je to tuj otrok, še vedno otrok najne prejšnje stranke, nadaljevati neko bitko tukaj nima nobenega smisla. Še enkrat bom posebej poudaril, nobenega denarja nisva dobila od družine, dobila sva 20 € za uvodni razgovor in en star trotl fotoaparat, eno popravilo avta. To je bil denarni transfer za eno delo, ki nam je vzelo ogromno časa, tudi najnih sredstev, predvsem časa in kot sem že rekel, predvsem zaradi vsega tega, kar zdaj doživljamo, sva pač izgubila na integriteti, zaupanju ljudi in sva od danes naprej oziroma od pravnomočnosti bova seveda obsojena za kaznivo dejanje. Nikoli ni bil namen škodovati temu otroku, namen je bila zaščita, tega nismo uspeli izvesti. Prav tako, to je bilo dostikrat se je meni očitano, da vse skupaj počnem zaradi neke samopromocije, danes vidite rezultat te samopromocije. Imam ta privilegij, da sem pač bil, da sem se šolal za javno nastopanje in sem pač imel občutek, da lahko za tiste, ki nimajo toliko glasu, povedati, kaj se jim hudega dogaja, da se to da povedati javnosti. To je bil ta del samopromocije, ki mi je prinesel zdaj v končni fazi izgubo ugleda, izgubo službe, ogroženost pač preživeta in tako naprej. Nobene koristi samopromocijske ni bilo. To je bilo od vsega začetka tudi pač odločitev, zakaj nastopati bolj javno v tej zadevi. Jaz sem imela veliko primerov v svoji svetovalnici. Zelo v redkih primerih smo ljudem svetovali, da se obrnejo na medije. Ravno zaradi tega, ker je pač bumerang, ki včasih od tega pride nazaj, zelo hud. In v primeru Koroške deklice je bilo pač sam ta odločitev kot v brezupni situaciji, ko pač nihče ni hotel nič odreagirati, zato smo pač se odločili za ta nastop. Namreč nameni tega nastopanja so bili 3. Kot rečeno, in bomo danes šli zelo na hitro čez rezultate in rezultat je pač katastrofalen. Prvi namen je bil zaščita tega otroka, nismo uspeli. Tega otroka nismo zaščitili. Sum ni bil raziskan otroki v družini, kjer sem bila še vedno prepričana, da ne bi nikoli smel biti in se to nikoli ne bo očitno spremenili. Torej, na tem namenu, bistvenem, prvem, primarnem, smo pogoreli. Drug namen, ozaveščanje javnosti. Moram reči, da tukaj smo delno uspešni. Nekaj ljudi še vedno kontaktirajo, še vedno vidijo v tem nek smisel, predvsem zaradi svojih lastnih zgodb. Pa vendarle, seveda obstaja še vedno ogromno sovražnikov, ki, jaz mislim, da bodo danes večer z veseljem odpirali penino zaradi tega, ampak ne, pač, če se mi zdi, da je to neka zmaga, je to pač Pirova zmaga. Seveda vaš čas so naj spremljali, pa še vedno spremljate podporniki, vendar seveda, da bi se tukaj na področju dejanskega zavedanja javnosti, ki je preobrnil, se ni zgodil. Žal je pač ta splošno gledanje javnosti bilo zelo spremenljivo, predvsem pač na podlagi medijskega poročanja. In tukaj pač ta točka preloma, ko je bilo pač zelo lažno sporočeno, da ne bi bila vidva pač tako zelo nekorektna in naredila res veliko škodo. Težko bi vas pa pojasnil res kakšno. Drugače tukaj samo tisti ljudje, ki so dejansko bili zlorabljeni strani sistema in vejo, kako sistem deluje, pač jaz mislim, da vejo, o čem smo govorili in verjamejo temu, kar smo ves čas trdili. Drugače ostali pa, jaz mislim, da je njihova realnost tako drugačna, da bi to, če bi spremenili to njihovo realnost, tako sesul svet, da jaz mislim, da ne bi mogli več živeti tako, kot živijo. In v bistvu na tem področju pač jaz mislim, da res verjamejo samo tisti, ki so sistem izkusili na lastni koži in vejo, kaj to pomeni. Vmes je bilo seveda, bom rekel, tudi seveda še vedno ljudje, ki so delali v medijih, pa še vedno delajo, so pač poskušali te zgodbe spraviti skozi uredniško politiko, vendar različno uspešno. Nekateri so
morali celo pač prenehati delovati. Tle bom omenil pač kolegico Mašo Stanovnik, ki je delala kot novinarka tednika, ki je korektno opravljala, neodvisno, z vso zagretostjo, ne dela več tega več. Ne. Pred 2 dnevoma je šel članek kolegice Nike Vistorovski, mislim, da dosti pregledan članek v Oni, ki je praktično res prva novinarka v Sloveniji, ki se je lotila področja sodnih izvedencev. Konkretno sodnih izvedencev za področje spolne zlorabe. V svojem članku, za katerega upam, da bo lahko uspela objaviti tudi drugi del, je prvič sploh se dotaknila, odkrhala en del te v bistvu koruptivne klike mojih kolegov, ki ocenjujejo z zastarelimi sistemi, zastarelimi vprašanji, zastarelimi pristopi, nekorektnimi pristopi, kjer otroke, ki so v teh procesih na nek način še drugotno zlorabljajo z zaslišanji pred domnevnimi storilci in tako naprej. To je zdaj pač takole napisano, prvič praktično samo en košček tega, kaj so to tisti strokovnjaki, ki odločajo potem o krivdi, ki odločajo o tem, spolna zloraba je ali pa ni. Za tem odzad se skriva še 90% grozljive gnojnice. Jaz upam, da bo Nika uspela to nadaljevati, vem pa, da je ne bo lahko. Tako je bilo to, kar se tiče pač javnosti, bom rekel, in tudi medijskega pač poročanja. Meni je žal, da pač sploh po mojem priporu praktično redko kdo, da je sploh me povprašal, v bistvu 2 medija, ki sta oba zelo off medija, se pravi Zamisli, ki so danes z mano, z nami, pa Bojan Požar. To je bilo vse. Nihče drug ni niti povprašal, nikogar ni več zanimala, ampak je zgodba bila že napisana. Da ne govorimo o tem, kako časovno je bilo to izvedeno, se pravi, takrat, ko je bil pripor izrečen, kako so bili članki že napisani v sobotnih izdajah, čeprav se da takrat šele v pridržanju. Stvari so bile napisane in so bile pač namenjene temu, kar je pač danes do neke mere uspelo, se pravi, nas pač dosta nemogočiti. Zadnji namen, ki je bil pa pravzaprav bistven, če vzamemo malo na stran samo zaščito konkretnega otroka, je to, da se nekaj takega ne bi več dogajalo. Ta famozna sprememba sistema, in to smo pa absolutno pogoreli na vsej črti, namreč niti ena inštitucija v Sloveniji, pa tudi nekatere v tujini, niso odreagirali. Ne bom našteval vseh ljudi in vseh nosilcev javnih funkcij, ki so bili kontaktirani formalno, neformalno. Se pravi, imamo se pravi zdaj že 3. vlado, 3. ministre, tako za notranje zadeve, kot za pravosodje, kot za socialo. Imamo pač že drugo varuhinjo človekovih pravic, prej smo prejšnjo. Imamo korupcijsko komisijo za preprečevanje korupcije. Skratka, ni bilo praktično inštitucije v Sloveniji, na katero se ne bi obrnili, s katerimi ne bi komunicirali. Nihče na to ni odreagiral. Se pravi, nihče ni spravil, naš mogoče, bom rekel, ključen moment je bil povabilo v Državni zbor na odbor za notranje zadeve in pravosodje, kjer sva takrat z Natalijo Markač lahko predstavila vso problematiko, pa vendarle je bilo pač vse tam zadeva ustavljena. Pač tam smo lahko povedali članom komisije, odbora. Nekateri so vmes brali časopis, drugi so odhajali ven, se pravi, karavana gre dalje. Sistem se ni spremenil. V drobnih stvareh se je. Upokojitev 3 javnih uslužbenk, ki so bile neposredno taka, bom rekel, mehka upokojitev, ko so jim pač razložili, da boljš, da gre v penzijo, se je zgodila. Se pravi, 1 inšpektorice policije in 2 tožilk so pa zdaj sicer res v penziji. Ampak to je zelo majhen dosežek, glede na to, da seveda sistem dela isto naprej za novimi ljudmi. Posledice, ki bodo, nekatere so pač, bom rekel, še na hitreje bom šel čez njih, pa še možnost za vas. Zame je pač to, da bom jutri dal odpoved v svoji službi v zaporu v Ljubljani. Ne želim niti podrazno biti več del tega pravosodja. Nekorektno je tudi do mojega vodstva, ki je v zaporu bilo do mene ok. Ne govorim zdaj o generalnem uradu za izvrševanje kazenskih sankcij, ki so pač politične marionete, ampak tukaj smo bili vedno korektni, jaz sem tudi svojega direktno predpostavljenega vedno obveščal o tem, kaj se dogaja in se zdi, da je dosti pošteno, da dam jutri odpoved. Drugače bi jo itak dobil nekoliko kasneje, ker je pač kazen, nepogojna kazen višja od 6 mesecev, ker je za javnega uslužbenca pač nezmožna, ni ok. Konec koncev je tudi malo paradoksalna situacija, moj zavod,
kjer bom pač prestajal formalno kazen, čeprav v hišnem zaporu, bo še vedno zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, tako da to ne gre. Svetovalnica bo, obdržala bo lahko, delali bomo lahko dalje, seveda za prepovedi določenih stvari, predvsem psihološkega svetovanja. Poskušali bomo predvsem skozi izobraževanje pač še vedno pomagati ljudem, z zavedanjem tega, da je tudi zaradi najne odločitve tukaj zaupanje pač precej skrhano. Jaz pač samo upam, da bodo ljudje razumeli. Kdo bo razumel, bo razumel. Kdo ne bo razumel, pa naj sam proba, kako je. Nekateri ste probali in veste, kako je. Drugače pa ta boj, jaz mislim, da v tej točki sva pač izstrelila vse naboje, ki so bili možni. In ko je meni moj zagovornik rekel, da nimava niti procenta možnosti, da bi bilo kaj drugače na tem sodišču, sem vedel, da bo treba pač poželeti ta vroč kostan ali karkoli je. Še eno bom rekel, no, tudi, ker se mi zdi, da tudi moje prijateljce lepa gesta, lepa pripomba je o tem, da ne mogoče v eni ali pa dveh osebah združevati aktivizem in svetovanje. To ljudje zelo težko sprejmejo. Svetovanje je zasebna zadeva, zaupna zadeva, aktivizem je javna zadeva. Težko je to dvoje združevati. Malo naivno, mogoče malo tako dobronamerno smo mislili, da pač bomo lahko peljali boje, ampak ne gre. Tako da nadaljujemo pač z nekim zasebnim sicer delom, se pravi z izobraževanjem, brez pa tega, kar je pač del prepovedi. Primeri takšni so še in bodo še, popolnoma nič se ni spremenili. Sistem je zelo močen in pač dnevno še vedno dobivava maile, sporočila, ljudi, ki preživljajo popolnoma isto, kot je preživljala družina Kakr. Jaz moram reči, da iskreno ne vem več, kaj ne bi jim povedal. Ali jim povem, da ne zapustijo to državo, ali enostavno težko upravljam to svetovalno delo, da bi rekel ljudem, da ne zaupajo pravni državi, ker jaz ne zaupam več. Ne morem jim več zaupati, ker in je potem tudi za ljudi, bom rekel, precej nepošteno, reči, pejte, prijavite, se bo nekaj zgodilo. 10 let so primeri na sodišču, se ne zgodi nič. Se zgodi, pa se zgodi narobe. Še vedno dobivamo skene izvedeniških mnenj, kjer so noter stvari, ki ne bi smele noter biti, ki niso vredne, pa še vedno so noter, pa to je zdaj 2013. Tako da, jaz to vidim tako kot ene vrste Titanik, mi gremo tja v tisto ledeno goro, mi smo pač o tem dosti govorili in od danes naprej verjetno ne bomo več, ker ni več kaj povedati na to temo. Mislim, da se bomo zagonili v ta Titanik, mislim, da bodo tukaj še žrtve, ampak pač ni ne politične volje, ne strokovne volje, da bi se to spremenili v enem doglednem času. Ta dogledni čas jaz ocenjujem, pa tudi malo z Robertom prej rekla, 10-15 let, toliko časa, bom rekel, bi mi dva rada še živela, pa še kaj drugega, tudi za koga dobrega naredila. Žal mi je, no, da smo danes, sicer hvala vsem, da ste prišli v tako majhnem številu. Jaz vem, da vse te zgodbe so izjemno zapletene. Vesel sem, da je prišla Simona, ker ste te mislili omeniti, namreč ena izmed tudi pač neodvisnih novinark, piscev, ki je bila ena izmed redkih, ki je tako podrobno obdelala primer, ki je še vedno dostopen na njenem blogu. Nihče drug ni šel izven okvira 30 sekund. V 30 sekundah se takih zgodb pač ne da povedati. Jaz vem, da je pač pozornost ljudi kratka in da jih to ne zanima in tisto, kar je Jerneja prej rekla, ne želijo vsega tega vedeti, ker je malo preveč grozno. Ne bi želeli vedeti, da naša država, še vedno tudi moja in vaša, še vedno se do žrtev tako obnaša. Tudi danes pač sem bil bolj manj zaprošen samo za odgovore, ali sem kriv ali ne. Da, ne, novinarstvo se mi zdi, da je podcenjevanje do inteligence ljudi, do prebivalcev Slovenije, ampak žal takšno situacijo imamo. Da, ne, tle ni tako enostavnega odgovora. Odgovornost za to, da smo pomagali, da je ta otrok ni bil tam, kjer je ta država hotela biti, sem vedno pripravljen prevzeti. Odgovorna sva, to sva želela in to smo v polni zavedanju, smo pač počeli ob soglasju družine. Kriva, kot pa želi naša država, ni, sva pa podpisala priznanje v krivdi. Tudi mislim, da zapor, hišni zapor, kakor ni najhujša stvar, ki se lahko nekomu zgodi v življenju. Mislim, da če malo verjamete v kaj več, se lahko, mislim, se je treba bati kakšne druge sodbe v tem življenju, kot pa sodbe recimo slovenskega pravosodja, ki seveda to ni. Slovensko pravosodje ni vredno besede P.
Tisti ljudje, ki so na tej poti izgubili občutek za pravičnost, za integriteto, ki so spreminjali svoje izjave, ki so nama škodili, bodo pač svoje posledice mogoče morali nekako drugače plačati. Mogoče ne zaporno kaznjo, se pravi, mogoče bodo danes veseli, da so pač lagali, da so pač prirejali, ampak jaz mislim, da za ene širše slike to naredi veliko škode. Tako da tega same zaporne kazni meni pač ni težko sprejeti ali pa prenesti. Pa sem izenačen za temi fanti, s katerimi sem delal dnevno, pa sem se tega v 4 letih naposlušal, zaradi kakšnih zadev so ljudje v priporu pa zaporu, pa je to pravično. O tem bo pa se dal še kaj napisati, zdaj še toliko lažje, ker ne bom več uslužbenec pravosodja. Jaz sem vam, ker ste tukaj zelo želim, da ne bi nikoli več padali pod tako kolesje sistema, da ne boste nikoli preživljali na lastni koži tega, kar je bila ta družina, pa delno pač posledično tudi midva. To je seveda opomin vsem tistim, ki so pač se nekako odločili, da je treba pač pustiti stvari, kot so. Nekateri med njimi bodo pač sprobali skozi razvezo svoje zakonske zveze, skozi morebitno obtožbo spolne zlorabe, skozi obtožbo, da so nasilni do ljudi, bodo spoznali, kaj in kako se slovenski sistem na vseh nivojih lahko spravi na čist navadne ljudi. Vidva sva navadna človeka, nimava bratrancev, sestričen v ozadju, nihče ne financira. In to je pač najin domet, da tukaj lahko greva. To je danes vse pravzaprav. Jutri bo čisto ena druga zgodba. Jutri bo druga tiskovna konferenca premijerke vlade, ali pa že koga, ali pa kakšnega ministra. Midva bo mogla verjetno tukaj pač s tem enostavno utihniti, predvsem zato, ker je bilo povedano vse, kar se da. Nobena druga stvar ni več pomembna, nič več ni za dodati in glede na to, da smo toliko časa že slovensko javnost praktično tudi obremenjevali s tem, je to pač to. Bo pa čez čas prišla neka druga zgodba, en drug otrok. Jaz upam, da se bo za njega boril kdo drug, midva se pač ne bo mogla več. In da bi se pač čez čas izoblikovalo kaj ljudi, ki so pripravljeni tukaj pač kaj narediti. Tega nismo uspeli. Če to bom pa zaključen s tem. Res je, pač ves čas smo tudi omenjali, da bomo pač poskušali narediti usporedni sistem centra za socialno delo. Veste, ni to uspeli. Uspeli zato, ker ni bilo ljudi. Enostavno, ljudje smo hitri na Facebooku, hitri smo, ko je treba dati podporo. Tako delo za ljudi je izjemno naporno, treba imeti veliko znanja, ljudje se niso bili pripravljeni izobraževati, niso želeli prebrati zakonov. Če bi samo, pa ne bom zdaj, kolikrat je šla že Jerneja samo na center za socialno delo kot zagovornica, to so stvari, ki ti vzamejo cel dan, ko se pač, ko trčeš ob zid birokratov, ki te hočejo ven, praktično fizično se ven metal. To moraš pač zdržati. In moram reči, da nismo dobili več, kot je bilo nas 3. Pač Natalija je ostala v tem boju, se je odločila, da se ne bo pogodila. Mi smo se odločili, da tej postaji na tej etapi izstopva, ampak več kot 3 jih pač v Sloveniji, ki bi s tem delali, nismo dobili. Tako da tudi ta projekt, bom rekel, je pač zamrl. Pač nasvidenje v naslednji vojni, jaz nekaj bi še rekel. Zdaj pa, če imate kakšno vprašanje. Rezultat je drugačen, če ne bi bil tako deklariran in kritik pravosodja oziroma sistema. Ja. Se pravi, a to občutiš kot maščevanje? Mislim, seveda, zdaj sploh nesmiselno je, da bi v vseh teh stvarih, kaj so doživljali, kako se je pač slovenski sistem celoten pač obrnil. Nima smisla, da vse naštevam. Seveda je maščevanje. Konec koncev imel sem pač postopek za to, da se mi pač ukine svetovalnico, da koruptivno se vedem v službi, to je pač moj delodajalec, torej pač generalna oziroma prava za izvrševanje kazenskih sankcij sprožila. Seveda je to maščevanje. Tukaj je zdaj to, kar si postavil vprašanje, ali bi se dal drugače tega lotiti, na bolj nežen način in tako naprej. Verjetno da, oziroma bom rekel zdaj, če bi s tem vedenjem, ki ga imam danes, pa če bi zdaj to se katapultirali 4 leta nazaj, bi se verjetno lotil bolj previdno, bolj diplomatsko, ampak pač to ni bil moj stil. In z pač enim upanjem v tem, da bo pač ravno tudi ta šokantnost ljudi dejansko strezala, da jih bo enostavno, to je bil pač ta način. Jaz se ne bi nič drugače odločil, kar se tiče same zaščite otroka in bi pokasiral vse posledice. Sigurno bi pa bilo tukaj, in seveda, če bi tudi midva bila drugačna človeka,
bi bile seveda pač rezultati bi bili drugačni. Ponudb o tem, kaj bi bilo, če odstopimo, kako za nami ne bo nobenih težav bilo veliko. Ne samo meni, najnim prijateljem, ki so jih ustavljali na cesti. Ljudje so imeli težave zaradi tega. Izjave, podpisovanje izjav o tem, ker bi mene spravili v slabo kožo, to je bilo na dnevnem redu. Ponudbe so bile v smislu tega, da če nehate v tej zadevi, pa bo mir. Tako se pač nismo odločili. Sigurno bi se dal, bolj, kako se nekaj diplomatsko, samo to pač ne. Se pravi, diplomaciji so itak tudi ležija nekako, te nisi pristal na to? Ne, na ta način ne. Se pravi, lahko deluje tudi to danes rezultat diplomacije, ampak se pravi, ne sodite najo samo po tem, ker sva podpisala, sodite najo po tem, ker sva povedala. Se pravi, da ne odstopam niti za milimeter od tega, kar je bilo povedano. Razen tega, da pač to z lahkoto podpišem in pač ne spremeni pa mojega stališča. Ja, seveda, če bi pač spremenili, če bi se obračali po vetru, potem ne bi bilo danes tako. A lahko konkretno poveš, kjer je organizacijo, kjer si bil najbolj trn peti? Jaz mislim, da tukaj ne gre za to, kar še vedno mislim, da je najbolj sistemska korupcija v Sloveniji, ni ena organizacija, ampak je splet organizacij. Gre za splet ljudi, ki so med sabo povezani poslovno, nekateri so rodstveno, prijateljsko, po cehovski liniji. Ko stopiš enkrat na žulj, stopiš marsikomu. Se pravi, tukaj gre seveda za pač ta splet policija, tožilstvo, sociala, definitivno. Tudi del seveda je pač formalnega, jaz temu nekaj bi rekel, državnega, nevladnega sektorja, oziroma kot je pač recimo urad varuhinje, ki ne vem pač, kako se obrača, ampak sigurno ni jim bil všeč, še posebej mislim, da pač ta novi varuhinji sigurno nisem ravno všečen, gospod Vlasti Nussdorfer, ker je seveda tudi v javnih nastopih dosti jasno povedala. Pa še bi lahko naštevala, ampak načeloma je že to je kar dosti močen sistem ljudi. In mehni smo in tukaj Slovenija tako funkcionira. Zelo hitro zalaufajo telefoni, zelo hitro so ponudbe. Tako to pač pri nas funkcionira. Jaz to mislim, da pač je korupcija. In tako kot pač tudi gospod Kečanovič pravi, zelo težko je odkriti, ker je pač deluje na res neki neformalni liniji. In seveda, ves čas si bilo govoriti, ne gre za transferje denarja, gre za transferje vpliva in moči. In če bi bilo pač za neko izmenjavo kovert, je zadeva lažje, tukaj gre za pač... Cehovsko solidarnost. Tako. Seveda je res, da pač kakršnakoli drugačna odločitev v tej zadevi bi imela pač tsunami efekt za stotine drugih primerov, ki čakajo na sodišču. Seveda, čim bi prišlo do, ker tukaj fokus je bil ne samo za pač samo spolno zlorabo, pač šlo je za drugotno, se pravi za odziv sistema. In ko bo enkrat, če doživimo odločitev recimo tudi sodstva nekje, da pač sistem deloval zelo namerno na škodo posameznika, bo to za sabo potegnilo posledice. In tega se vsi zavedajo, da v zadju je na desetine in stotine takih primerov, sam veš, ko je pač sistem se tako vedel do navadnega posameznika, do, v bistvu, rekel si romaka, ampak do človeka, ki nima nobene moči. Hkrati lahko zraven prije, kako funkcionira za ljudmi, ki imajo moč, kajti takrat tudi ne odreagira. Se pravi, da reagira nad človekom, ki nima nobene formalne ali pa politične ali pa gospodarske moči in seveda ne odreagira nad ljudmi, ki so tako isto storilci kaznivih dejanj, tudi spolnih zlorab, tega je na desetine. Ampak imajo pač formalno moč v tej državi. In na taki sistem pa ne odreagira. Če bi to gnojno jamo eden odkopal in ko se bo enkrat začel, jaz upam, da mogoče doživim to, potem se bo seveda pač usulo. Ampak zdaj smo pa tukaj 2013 in tukaj so zdaj težave z konkretnimi ljudmi in to se ne bo tako hitro razrešilo. Jaz računam, da zdaj v medijih zadnjih poslušamo, da določeni skupini ljudi izključujejo odškodnine in jaz računam, da čez 20 letih bodo tudi za napake v pravosodju morali. Tako kot za izbrisane, se strinjam, seveda, samo to je blažen žegen.
Odškodnina, seveda, ja, ki je potem zadoščenje čez 20 let, mi se pogovarjamo o življenjih ljudi zdaj tukaj. Se ne gre toliko za odškodnine kot zadoščenje, recimo jaz sem ga dobil na določen način. Ja, vem, ampak meni se zdi to pač nedovolj. Meni se zdi to pač seveda, ne. Sej isto velja. Isto bi šel lahko pa spet na temo pravosodja, vsi vemo, da so pač, recimo tudi tam, kjer jaz delam, je zadeva prezasedena, fantje pač vlagajo odškodninske tožbe na Evropskem sodišču za človekove pravice zaradi prezasedenosti in dobivajo. To je znano dejstvo, brez veze to sploh, vendar kljub temu to nič ne vpliva na naš sistem, da bo pač prezasedenost v zaporih znižalo, ampak pač nekako čakajo na to, da bo mogoče pa teh tožb nekoliko manj. To je zelo slaba logika, ne. Tista sprememba sistema, ki smo jo nekje, bom spet rekel, malo tako naivno pričakovali v tem, da začne drugače delovati do ljudi. Ne, da bomo potem čez 20 let seveda vsi na nek način plačali posledice. Ne. Se strinjam, da je zadoščenje, ampak to je tako. Ne. Po teh 20 letih se bo naložil tak kup primerov. Ne. Potem bodo naslednji čez 20 let bodo spet dobili odškodnine. To je pač neskončen krog. Ne. Drugače delo z ljudmi pač ni volje, ni želje, nihče je videti v tem potrebe. No. To je bolj žalostno. Hvala, zame si bil simbol boja proti temu sistemu in hvala ti zato, ker si mi pokazal, kako se je treba boriti in tudi zato je meni uspelo. Prosim, Robert. Hvala. Imaš še kdo kaj? Jaz bi to vprašal. Ja, recimo. Prej si rekel, da si imel možnost bolj sofisticirano, diplomatsko v tem primeru nastopiti, ne? Ja. Pa me zanima, kakšni bi bili rezultati po tvoje, če bi tako nastopili? Rezultati bi bili pravzaprav to, da šlo vse pod preprogo. Ja. Ampak tudi midva ne bi imela posledic. To bi bil rezultat. Ne. Se pravi, ponudbe so vedno take, ne bomo o tem govorili, bomo nekaj urihtali, vse bo ok, ne. Samo nehajte v to dregati. To bi bil rezultat. Ne. Se pravi, zame je to ne dovolj dober rezultat, ne, ker pač tega pometanja pod preprogo je, pač tega sem se nagledal ogromno in je to je pač ustaljeno. Ne, in seveda v ta špil vstopiti z lahkoto. To je hudičeva pogodba. Ko enkrat vstopiš v ta špil, potem si njihov. Jaz pa njihov ne želim biti in za tega tudi ne mislim več delati v pravosodju, ker ne želim biti njihov. Ker to, kar sem se nagledal, je pač katastrofa. Če bi o tem, sem spet smo na tem, če bi o tem začel govoriti, nikogar ne zanima. Žal, razen res v njih, ki so umešani, ampak to, kar naše pravosodje ta trenutek počne, je gigantska katastrofa na raznih področjih. Če vstopiš v to, se pravi v dilanje, potem si sistem pač prodal svojo dušo. Tako kot Faust, kjer je že to rekel. In ko si enkrat prodal, si njihov. Potem bi sicer naredili neke beneficije, bi bile za naju, ali pa seveda tudi za udeležence, se pravi, bi se pa zadeva umirila, ampak potem si dolžnik in ko si enkrat dolžnik, potem boš naslednjič moral to uslugo vrniti. In to je točno način, na kakšnega funkcionira ta koruptivna način. Se pravi, ko enkrat daš uslugo, si noter. Jaz se ne gre tega. Jaz tebi ne. Ja, seveda. Ampak kaj pa kakšna druga varianta, kakšno drugo sodišče, mislim? A v Sloveniji? Izven Slovenije, se obstajajo. Jaz sem vedno pričakovala, vedno sem nekako upala, da se boste za to odločali. Ja, zdaj... Kar si videl, da nisem sta videla, da ja. Na Evropsko sodišče za človekove pravice smo mi pač tožbo poslali novembra 2011. Napisano, oktobra 2011, napisano z najne strani na 230 stranih. In je tam. In dokumentacije pač še cel kup. Ne veva, kaj se s tistim dogaja, pač zaenkrat mislim, da še nič. Če sploh kaj, zato ker pač vmes se je zgodilo tudi to, da je družina, mislim, niso več bila niti zagovornika, oni so spremenili izjave in pravzaprav ne vemo, kaj se tam dogaja. Je pa bilo, mislim, mi smo dejansko, ampak res vse možne inštitucije se obrnejo. Če si pa že vprašala to, ne? Na Evropskem sodišču za človekove pravice deluje veliko Slovencev. Sprejemni oddelek je slovenski oddelek. Slovenski oddelek najprej preveri to, kar je tudi napisano bilo v slovenščini
in seveda tudi telefonirajo v Sloveniji, ko obvestijo, kaj se dogaja. Tako da vera v to, da je to tako zelo neodvisno, se je meni zelo omajala. To se pravi od tega oktobra 2011, pravi, da smo 2 leti, razen pač nekaj dopolnitev, ki smo jih pač poslali, takrat, ko smo bili še zagovorniki, od takrat, bom rekel, je tišina, kot je Rene rekla, seveda je pa tudi stališče, bom rekel, zdaj sodnikov Evropskega sodišča, ukolikor se kaj s tem dogajajo, zelo neverodostojno, da so pač člani družine neprestano spreminjali izjave. In če je kakorkoli do njih prišla izjava o tem, da so bili oni izsiljevani z najne strani, pri čemer smo mi dva v njihovem imenu to vlagala, je verjetno za njih to mečkem poden. In dvomim, da se bo tukaj na tem področju kaj zgodilo. Katero sodišče pa še ostane? No, potem smo pa tukaj. Samo kaj lahko Evropsko sodišče naredi, če izčerpaš vseh pravnih možnosti? Mi smo jih izčrpali. Se pravi, v določenih stvarih se je pač šlo do ustavnega sodišča. Se tukaj bom rekel celotno delo vseh odvetnikov, ki so bili kadarkoli zagovorniki, predvsem družine, je bilo pač, bom rekel, v redu. Se pravi, narejeno je bilo res ogromno stvari, se sam, če bi pač danes videli količino tega materiala, ki je res, to se govorimo o desetinah kil, tukaj je bilo vse narejeno tako, kot mora. Izčrpano je bilo vse in vse je bilo, gre pa seveda še to, je treba povedati, tukaj gre za kršitve temeljnih otrokovih pravic, na katere smo pač temeljili tožbo, tudi za zahtevo za začasno odredbo strani Evropskega sodišča, vendar žal ne. Kaj se pa stanovalo zdaj dogaja? Zdaj to vem, da to neka socialna služba tam, da ima to vse hudo pod nadzorom in bla, bla, bla. Ampak jaz tega ne verjamem, ker me že prej očitno na potek dogodkov ne prepričajo, pa še z lastnih izkušenj. A je kdo v tej banalni republiki, ki ga to zanima, ki to vohlja, ki raziskuje to, tega detka, to punčko, to mamico njino, kaj se temu otroku dogaja? Ne. Se pravi, to je nekako prepovedana cona. Tako. A veste, to je tako, ne? Vmes, se pravi, vmes, ko že mi zdavni nismo bili več zagovorniki, je bil še enkrat sum spolne zlorabe. Še enkrat, popolnoma nima nobene zveze za nami. Tudi ta je bil zavrnjen. Vmes, o čemer se je zelo malo govorili, sta bile še 2 ovadbi, ki sploh nimata nobene zveze za nami, o tem, da se je to zgodilo. In sicer eno strani Splošne bolnišnice Slovengradec, sploh nismo vedeli tega, oni so pač to ugotovili, so to, vendar to je poniknili. In strani takrat, mislim, da vršilke dolžnosti glavne inšpektorice za delo, popolnoma iz neke X strani, namreč, ko je ona pregledovala spisovje na centru, je ugotovila to in tudi ona napisala ovadbo. Gospa nima več, ni na funkciji, vse stvari so pač le v neko črno luknjo, tako da... A to velja za iste osebe? Za iste osebe, popolnoma isto. Tako da to ni bila, to je tudi ena izmed mogoče tudi pomembno, hvala ti za to, Ves čas, kakor neka naša trma, strani Natalije in naj od dveh, da trmarimo. Sploh ni res. V bistvu so bile še druge čist ljudi, ki jaz sploh ne poznam, so isto ugotovili in se je vse skupaj pač končali na istem mestu. Ne, nikogar ne zanima to. Oziroma zgodba je pač lepa, idilična in pokolična. Krasna je. To je to. Jaz tudi temu ne verjamem, vendar absolutno nimam več nobene moči, variante, da do tega pridem, lahko samo to dvomam, ampak to je pač isti dvom, kot je tvoj. A ovadbe zavrača isto tožilstvo? Da. Smo kaj lahko odpravili sistema pričakujemo, če smo imeli dokaze, da so bili pač sodniki, recimo stečajnimi upravitelji, krajevna darila, se z njimi zabavati in na koncu gledam poročilo epiloga, da nikomu ni nič, noben krivdno ne odgovarja in o tem 10 sekund prispevka na televiziji, časopisih pa nič, da so pač, da niče ne bo odgovarjal. Ja. Kje so pa zdaj prisili, ne pride minister za pravosodje, gospod Maslešan, naj podaja nekaj odgovore, kako je kaj tazga mogoče. Kakšen nadzor je? Skratka, tudi mediji so s tem potem opravili, recimo v 10 sekundah. Sam primer so dobro razkrivali, potem pa v 10 sekundah. Ja. Kaj lahko pričakujemo potem v takih primerih,
če se nam praktično je vloga medijev, da nam pred očmi kdaj so razkrivajo, da so sodniki lahko podkupljeni, od tega je ena od teh sodnic pač prosto po postopku odprej celo napredovala. In mi to gledamo in potem dobim 5 sekund prispevka, da se pač ni zgodilo nič nesvidenja. Kako nič? Gremo mediji naprej, gremo naprej. Ne? V kakšnih primerih to počnejo? Zakaj pa zdaj nič?